V okviru gledaliških dni je bila v soboto 2. marca v Kulturnem domu na Leskovcu na ogled predstava točno opoldne v posebni sobi gostilne Šiker. Komedijo avtorja Toneta Partliča ter v režiji Andreje Lorber in Mateje Topolič je uprizorila dramska skupina KUD Sloga Leskovec Stari Log. Nič ne veš o meni, o nama, zato bom govorila s tabo kakor ženska žensko, kakor ženska sodobnega časa s sodobnimi pogledi. Torej bom položila karte na mizo, nič ne bom pretiravala, samo realna dejstva. Dejstva? To, da imam polno mater, da ga izsiljujem z njegovo taščo. Ja. Pa je njegova mati, moja mati je že 2 leti mrtva. Sedaj pa si bil na pogrebi, še za desni laket me je držal. Veš, malo pohoda najvrščih sedja, ki ni padla na maturi, ampak je izdelala v prvem roku. In to z 1 točko več, kot je pa bilo treba. Zdaj pa že 2 leti na ekonomski fakulteti v Mariboru. Nima več tašče in išči, da ponavlja mature. Ne, tašča je tam na Britofi, šrobi, ima pogledati. Čim pa res hodim na toto fakulteto, ne delaj svine, sem da veliko ne ogledeš. Četa? Ne, jaz ne. Mislite, da on? Mislim, vem, da on imaš. Kaj daj karte na mizo, veš? Samo Ljubica, daj prave, lepo narejene. To v moji materi pa hčeri pa je velika laž. Zdaj ne mi laže, vedela sem, vedela. O, zdaj se še špatira zjokala, jaz bi se lahko. Jaz bi stala sama. A vi sploh štegate, kolikokrat jaz jokam zaradi vas? Šta pa reče, da me tika? A ti sploh štegaš, kolikokrat jaz jokam zaradi tebe? Zaradi mene, zaradi njega. Zaradi tebe, zaradi vaju, ampak jočem! Najprej ti pa naj nekaj povem o svoji familiji. O, ljubi Bog, vse to. Oče in mama, nono in ona, so me že 10 let nazaj, ko sem se zaposlila po fakulteti v Ljubljani, so me spraševali, pa kaj si ne boš našla moškega? In ko mi je bilo 27 let, me je v roke vzela moja nona in je rekla, ne smeš ostati sama. Ženska brez moškega je nula. Vsi se sprašujejo, kaj je narobe z njo, ki smrti z ust, je lezbinka, je rekla, da Pupa, moraš imeti otroka. Ženska ni ženska, če ne vidiš. No, lahko jo spoštujejo, imajo radi, ampak vsi se sprašujejo, kaj je narobe. Ga ne more imeti, ali ga on ne more imeti, ali kaj ne. In veš, ljudje so hudičevi. V takem malem gnezdu, kot je Piran, pa še 2-krat bolj. Bo na svet, je rekla Luna. Najdi si moškega. Najdi si pognjetega, daj mu trumpast, daj mu Jugovič, samo Italijan ali pa zamorc, ne, pa tudi če je zamorc, glavno, da ni Italijan, ja, mi je pa rekla, naj si najdem fejst starega. Moram zdjegati. Naj si najdem tak starega, da bo celo prej umr kot jaz in bom jaz imela še eno šanso. In veš, moja mami pravi, da ima nona zmero prav. Potem je vzel v roke. Še moj oče, učitelj slovenščine na turistični šoli. On mi je pa povedal tisto znano zgodbo o Platonu. O kom? O Platonu. Ko, pa kje je Platon rekel takega? Začel poče. Nekoč je bila človeška duša enovita, celovita, ko ženski pol duše, oziroma v njej sta živela ženski in moški pol. Razumeš? No, po vesolju tavata 2 človeški duši. To je kot neka energija, kot neka celota, ko ženska erotična čakra išče moško erotično čakro.
Ja, in oče mi je rekel, naj svoji ženski prikrajšani duši najdem moško duši, oziroma moški pol in da videla bom, kako srečna bova oba. In tako še cela žlahta, tako da nimam frajerja. Ja, Marija. In ko smo se pred 2 letoma vračala iz službenega potovanja s vašim možem, s tvojim možem, iz Banja Luke v Ljubljano, mi je rekel, da kako se mu gnosi v tisto prazno stanovanje v Črnuče. In sem mu rekla, pa zdaj, ker je bil vas utrujen, pa zdaj ne pridite gor k meni v mojo garsonjerico, da bom skuhala tibetanski čaj, katerega sem naročila preko Googla, da ga bo okrepčil, veš, ja. In je vstal in zgodim se je čudež. In začutila sem ženski pol duše, ki išče nasprotni pol. Ina, to sta se nad nogami združila dva pola duše. Pa ne bodite primitivni, no, počutila sem se celovito. No, pri nas temu rečejo pofukano.